Druga faza sistema Kalce Naklo pokriva 155 hektarov kmetijskih površin. Od tega je 40 hektarov v lasti Marjana Jurečiča, enega večjih pridelovalcev zelenjave s 5 redno zaposlenimi na kmetiji. Zelenjadarske proizvodnje, pa tudi sadjarske, praktično brez namakanja ni. Zelenjadarske sploh ne, ker se niti ne splača začeti kaj delati, ker so stroški vložki preveliki, ni pa na koncu nobenega pridelka nič. Stroški so izredno majhni, če na skupno količino kvalitetnih pridelkov potem pogledaš. Skupno je naložba vredna 1 100 000 evrov, 710 000 je evropskih sredstev, 440 tisočakov je prispevek občine Krško. Projekta se je lotila leta 2008 in se soočila s številnimi birokratskimi preprekami, je povedal župan. Leta 2008 do 2014 je pa le 6 let in je potrebno veliko teh raznoraznih vrat odpreti, da lahko potem vse urediš. Skratka, tukaj bi si resnično želeli bolj odprto pot, hitrejšo, krajšo pot, da bi čim prej lahko projekt se iz papirja preselil v realnost. Zaradi sprememb na Direktoratu za vode in investicije je zdaj postopek enostavnejši, je povedal direktor Leon Behin. Tako da se praktično vse vloge rešujejo več ali manj, ko govorimo za sama vodna dovoljenja sproti in tudi v prihodnje predvidevamo z določenimi poenostavitvami. Nenazadnje smo v zadnjem tednu sprejeli poseben pravilnik o evidentirani rabi, kjer določenih vodnih dovoljenj sploh več ne bo potrebno. Spreminja se tudi zakon o kmetijskih zemljiščih, ki poleg drugih sprememb tudi ureja neke bolj pregledne postopke pri uvedbi namakalnih sistemov, tudi več prožnosti v tem smislu, da bodo tudi občine lahko investitorji in tudi, da bodo lahko sedanje državne sisteme ali pa te obstoječe velike namakalne sisteme prenesla v svoje upravljanje. Glavni razvod namakalnega sistema 100% financira Evropska unija, namakalno opremo pa skupaj z državo le 30%. Za območja z omejenimi dejavniki ali pa za mlade kmete je pa ta odstotek lahko zraste potem, ali pa če ga za ekološko predelavo, pa lahko ta odstotek zraste tudi 50% sofinanciranja, se pravi evropskih in slovenskih sredstev v vrednosti investicije. Prvi razpisi iz nove finančne perspektive za namakalne sisteme bodo konec tega leta, je napovedala državna sekretarka.